V UKC Maribor smo se soočili z zelo velikim drugim valom, tako kot v vseh slovenskih bolnišnicah. Kot druga največja bolnišnica smo z zdravljenjem bolnikov v drugem valu začeli že zgodaj, torej v začetku meseca julija kot druga bolnišnica. Tedaj smo sprva sprejemali bolnike iz vse Slovenije, sedaj pa seveda po zmožnostih, glede na velik izbruh v vzhodnem delu Slovenije, imamo ogromno bolnikov prav iz naše regije, tako da smo za kapacitete pravzaprav zasedli in smo jih tudi morali močno povečati v primerjavi s tem, kar smo imeli pripravljeno v prvem valu. Tako smo nekako v prvem valu imeli pripravljena dva oddelka, COVID-1 in COVID-2, in na srečo se je epidemija zamejila zelo hitro, tako da predvidenih kapacitet nismo presegli. Za razliko od prvega vala pa smo v drugem valu kaj hitro povsem zasedli predvidene kapacitete in smo bili primorani le-te širiti, tako da delujemo sedaj na 4 velikih oddelkih COVID, kjer zdravimo več kot 150 bolnikov navadnih, prav tako pa se je močno povečala tudi enota intenzivne terapije, kjer zdravijo 46-47 bolnikov, ki potrebujejo intenzivno zdravljenje, torej mehansko predihavanje. Od meseca julija do današnjega dne smo obravnavali v mariborskem UKC 550 bolnikov na navadnem COVID oddelku. Med temi bolniki je že več kot 400 bolnikov bolezen prebolelo, žal je 61 bolnikov zaradi COVID bolezni umrlo. V drugem valu smo seveda dodobra izkoristili izkušnje, ki smo jih pridobili v prvem, prav tako pa se je nabralo kar veliko znanja, tako da na področju zdravljenja bolnikov z COVID-om uporabljamo zdravila, ki so nekako priporočena. To je na prvem mestu raziskava zdravljenja z deksametazonom, ki je po izkušnjah iz raziskav, pa tudi po našem mnenju, pomembno vplival na izid zdravljenja, prav tako pa seveda vsa podporna terapija, kadar se bolezen zaplete, tudi to uporabljamo pri vseh bolnikih, kjer je to potrebno. V drugem valu zdravljenja bolnikov ugotavljamo, da bolniki potrebujejo krajši čas zdravljenja v bolnišnici, prav tako pa ugotavljamo, da potrebuje zdravljenje v enoti intenzivne terapije manjši delež bolnikov, približno 1/5. V prvem valu je bilo takšnih bolnikov več. Kljub temu pa so kapacitete zelo obremenjene, saj je količina bolnikov v drugem valu mnogo večja in vsakodnevno se srečujemo z velikim številom bolnikov, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje. Povprečna starost bolnikov, ki se zdravijo v drugem valu na navadnem oddelku za COVID, je 67 let. Nekoliko višja povprečna starost pa je med bolniki, ki so umrli, torej 80 let je povprečna starost bolnikov, ki so umrli. Zdaj seveda je to do neke mere pričakovano, saj je starost dejavnik tveganja za težji potek, prav tako pa so to pridružene bolezni. Bolniki, ki se pri nas zdravijo, so tako bolniki, ki živijo v domačem okolju, kot tudi bolniki, ki živijo v domovih starejših občanov, pri svojcih. Zaradi naraščanja števila bolnikov smo bili primorani kadrovsko širiti oddelke. Seveda nas infektologov ni dovolj, da bi zagotovili zadosti zdravnikov, priskočili so nam pomoč kolegi iz drugih strok, internisti, pa tudi številni drugi mladi kolegi, tako da smo uspeli vzpostaviti take interdisciplinarne time, ki prinesejo gotovo veliko dobrega, vendar pa bomo dosegli tudi skrajne možnosti, tako da si zelo želimo, da se bo epidemija vendarle umirila in se prevesila v drugi del, torej v upadanje, saj smo infektologi že od vsega začetka na prvi bojni liniji precej utrujeni, pa vendar mislim, da z vestnim, predanim delom skrbimo za vse bolnike in se bomo trudili še vnaprej. Vsi si želimo, da bi se epidemija čim prej ustavila, da bi lahko začeli skrbeti za bolnike, za katere skrbimo sicer v okolju, katerega smo vajeni. Zato prosim vse, da resno vzamemo in da vsak zase in vsi skupaj poskrbimo, da se bo širjenje bolezni ustavilo.